Z nami je novi Passat, ki je več kot pol stoletja zastavonoša skupaj z Golfom Volkswagenove flote in je eden tistih, ki se že desetletje, če ne več, lepo upira SUV-ovski karoserijski obliki in ostaja velik. No, predvsem pa ostaja velik v vsaki generaciji tudi pri prodaji. 34 milijonov jih je bilo prodanih, kar gre pod Golfa pa pred hrošča v Volkswagenovi floti najbolje prodajanih avtomobilov. In to mu uspeva zato, ker za Passate praviloma velja, da vsaki novi generaciji postavijo tudi nove tehnološke mejnike, da ne gre samo za izboljšanje na nekaterih delih novega modela, ampak na vseh ključnih elementih. In da se kupci vedno radi vračajo k novi generaciji Passata. Ja. No, pa če se skupaj zapeljemo skozi kolesje zgodovine. Prva generacija je ledino orala med leti 1973 in 80, mehansko in tehnološko je bil Passat naslonjen na Audi 80. Passat takrat zamenja modela Volkswagen Type 3 in Type 4. Mimogrede, za Type 3 v televizijski reklami nastopa takrat rosno mladi Dustin Hoffman, ki reklamo odlično začini s tem, da pove, da je to največji Volkswagen, ki ima spredaj in zadaj prtljažnik, ni pa mu jasno, kje je motor. In takrat gledalcu reče, da če ga zanima, kje je motor, seveda, naj gre v Volkswagenov salon, kjer mu bodo to tudi pokazali. It's a trunk. A large trunk. Come into your Volkswagen dealer. He'll show you where the motor is. Passat takrat izstopa s pogonom na sprednji kolesi in motorjem spredaj, na tem mestu motor ostane vse do danes. Druga generacija nadaljuje pot leta 1981. Temeljito so redefinirali notranjost, jo tudi povečali in s tem zavedno zakoličili osnovno poslanstvo Passata kot družinam prijaznega partnerja. Tretja in četrta generacija delo opravljata med leti 1988 in 1997. V tem času Passat s povsem novo obliko preide iz adolescence v zrelost. Te dizajnerske poteze za nekaj časa postanejo osnovni gradnik prihodnjih oblikovalnih evolucij. Zdaj postane tudi dokončno jasno, da se je Passat zasidral med najpomembnejše igralce v tem razredu. Odlično mu gre tako v Evropi kot v ZDA. Peta generacija nastopi svoj mandat leta 1997 in nadaljuje uspešen pohod v ZDA in po drugih delih sveta. Še posebej v ZDA, zato ni presenečenje, da v Passatu prostor najde tudi 5- in 6-valjnik. Šesta generacija se predstavi leta 2005 in z njo tudi nov tehnološki mejnik – menjalnik DSG. Ta Evropejcem predstavi novo ero samodejnega menjalnika, ki bo, kot vemo danes, v prihodnje zelo hitro pridobival vedno večjo priljubljenost tudi med sicer zelo tradicionalno evropsko vozniško klientelo. Za nas pa je zanimivo tudi to, da je tej generaciji Passata obliko narisal Slovenec Robert Lešnik, ki je takrat delal za Volkswagen. Kot nam je povedal takrat, sta mu seveda všeč obe obliki, limuzinska in karavanska, a če bi se moral odločiti za eno, mu je karavanska celo malo bolj. Se strinjamo? Trg pa se tudi. Mimogrede, Robert, dobra oblika se prepozna tudi s tem, kako se stara in ta karavan je še danes videti šik. Sedma generacija leta 2010 Passata dokončno izstreli tudi na kitajski trg. Takrat to še ni jasno, danes pa že vemo, da je bil Passat en izmed ključnih modelov, s katerimi se je kitajski trg poslovil od koles in dokončno sedel za volan. Dobesedno in v prenesenem pomenu. 8. Passat po vrsti pa pripelje na trg leta 2014 in se obdrži do danes. Še posebej v tej generaciji Passat pokaže, da je lahko z visoko mero potovalnega obdobja, prostorno multifunkcionalnostjo in dobro zalogo sodobne tehnologije še vedno odlična alternativa napadom športnih terencev, ki v tržnem smislu kreirajo prodajni trend tega obdobja. No, ampak 50 let zgodovine in toliko generacij pokaže tudi nekaj drugega, da vse tisto, kar je naredi Passat privlačen v novi izdaji, ga dela privlačnega tudi na trgu rabljenih avtomobilov, tudi v Sloveniji. In tudi v avtomobilnosti to vidimo, ko gledamo, koliko ogledov Passatov je, ko pride nova generacija in ko je prejšnji model že star recimo 5-7 let. In tisti, ki se odločajo za nakup karavana ali limuzine tega razreda,
Passat skoraj zagotovo uvrstijo med ožji izbor. No, danes ne bomo delali testa novega Passata, saj smo ga že naredili. Luka ga je takrat peljal. Arhiv si lahko pogledate na spletni strani rtvslo.si. Je pa že zanimiv samo naslov, ki ga je dal. In sicer, da je dizelskega goriva takrat zmanjkalo po več kot 1000 kilometrih. Mi pa smo se danes spraševali, kaj mora imeti nek model, da je lahko toliko časa uspešen na vseh trgih po celem svetu. Dajmo se najprej dotakniti oblike. Oblike so zelo različne. Eni imamo rajše limuzine, drugi imamo rajše karavane. V zadnjem desetletju pa predvsem na Passatovem področju celotno sceno na nek način, po domače rečeno, trgajo SUV-ji. Ja, ampak predvsem na ameriškem pa na evropskem trgu ni pa cel svet tak. So trgi, kjer so recimo limuzino še bistveno bolj privlačne od karavanov. Tak trg je recimo Kitajska. Res je. In v Evropi limuzine niso tako privlačne za kupce in zato limuzin, Passatov limuzin tukaj ne bo. Bo pa na Kitajskem Passatov karavan, ki se bo imenoval Passat Pro. No, ampak ko smo že na kitajskem trgu, kot rečeno, na evropskem se prodaja samo karavanska različica, na kitajskem pa tudi limuzinska, sem nedavno govoril z kitajskim novinarjem avtomobilskim, ki mi je povedal za Passat, izrecno za Passat, da je to pravzaprav avto, ki je na nek način opismenil v vozniškem smislu kitajski trg. No, koeficient zračnega upora so pri novem Passatu zmanjšali z 0,31 na 0,25, kar lahko poveva, da so že kar impresivne številke, ki bi jih imel tudi kakšen športnik, še posebej, če upoštevate dejstvo, kaj poganja Passat, kakšen motor. Velika površina sprednjega pokrova za motor je oblikovana na tak način, da je zmanjšan upor. Tukaj je zračni tok, platišča so narejena taka, da se ne vrtinči. Zadnji del pri karavanu in pri limuzinu je tak način, da v bistvu izrabi gibanje toka, da avto poriva naprej. Spodnji del avtomobila je popolnoma zaprt, lahko bi govorila samo o tem pol ure. No, ampak meni je najbolj zanimivo to, da na oko Passat ne pokaže, da je bil narejen tako velik tehnološki oblikovalski preboj. Pogledamo še pod pokrov? Pogledamo. Tudi pri naboru pogonov se vidi Volkswagenova nova svetovno-nazorska širina razmišljanja. Dva bencinska štirivaljnika, šibkejši 110 kW in močnejši 195 kW. Predvsem za Evropo pa je tu učinkovit dizelski TDI za vse poslovno, zasebne, dolgoprogaše, maratonce. In tu sta dva hibrida. Osnovni, blagi 110 kW za vse vmes in priključni hibrid s 150 kW in z 200 kW moči. In ravno hibridni pogon je novi svet prehodnega pogona za Passat. Ja, in ko govorimo torej o vseh svetovnih trgih in enem pogonu, potem je to zagotovo hibrid. In to priključni hibrid. Gre namreč za drugo generacijo priključnega hibrida pri Passatu in v tej novi verziji že doseže samo na elektriko približno 100 km, kar pomeni popolnoma drugačno energetsko sliko in tudi uporabniško izkušnjo. Vem, kaj vas skrbi. Bencin, dizel, hibrid. Kje pa je elektrika? Da je premalo pogonov, ni res. Tudi 100% popolnoma električen Passat je, samo ne reče samo Passat. Ne reče samo Passat, ampak se mu reče ID.7. In s tem Volkswagen kaže, da je trg oziroma da je svet dovolj velik za obe obliki. Še več, da svet potrebuje trenutno vse energije in jih ima. In smo že pri tretji stvari. Evropski vozniki smo bistveno bolj zahtevni, ko pridemo na polje vozne dinamike. Kako dobro se avto pelje, kako leži. In pred časom smo imeli srečo, da smo se z inženirjem pogovarjali, kako v Passata, ki je v zadnji generaciji še nekoliko zrasel, medosna razdalja je še večja, teža je večja že sama po sebi, če dodamo še baterijo in elektromotor še toliko bolj. In kako lahko ta neposreden, ta dinamičen stil vožnje ukrojiš v takšno velikost? Poglejmo. In the sport mode, we use the entire 200 kilowatts. There is 130 from the engine and 70 from the electrical machine. And then you can also switch to the EV mode and have the 85 kilowatt. And during all modes, the driving behavior of the acceleration pedal and the drag recuperation below your feet will be
identical. So we don't switch the acceleration pedal between the hybrid and EV mode so that we get a reproducible driving behavior. Ker je pozornost javnosti v zadnjem času, v zadnjih letih osredotočena predvsem na razvoj in prodajo električnih avtomobilov, se zdi, kot da so motorji na notranje izgorevanje obsojeni na odstrel. Ampak ni res. Bencinski in dizelski motorji se nadgrajujejo, inženirji delajo na novih rešitvah, na očiščevanju, na boljši izkoriščenosti in tukaj je tudi Passat naredil naslednji korak. Every customer is different, so we had a big job to do in listening to all the different, let's say, customers, different segments, also different kinds of vehicles. And while doing so, we really made it possible in our flexible architecture by putting together these components to react quickly. So some people were, of course, looking closely to the drivetrain and the powertrain. Others were very much interested in the human-machine interface and the experience when it comes to infotainment systems. Others, of course, are much more interested in a comfortable interior, right? So, but again, we are confident that with this new MQB Evo technology, we are very future-proof for these cars. Actually, it is a certain pressure, but it's also a big pleasure. To be in this moment in time to develop the ICE cars along with our electric cars. And of course the environment is changing a lot. But we are very confident with the ICE platform that we're developing, the MQB Evo as the basis for our ICEs. We are absolutely future-proof. And again, it's more a pleasure than a pressure. Potegnjeno pod črto, poleg vseh treh stvari, ki sva jih omenila v tem najinem sprehodu oziroma v svetovnem popotovanju s Passatom, pa seveda še vse, kar spada zraven k novemu avtomobilu, to, da so noter veliki LCD zasloni, ogrevanje, hlajenje in masaža sedežev. V vseh pogledih je Passat seveda presegal svojega predhodnika, kot praviš, v udobju, v asistenčnih sistemih, v multifunkcionalnosti, v prostornosti, vsem, kar smo govorili. No, z vsemi agregati razen električnim bo tudi zelo konkurenčen na vseh trgih. In z novo definicijo analogne vožnje v tej novi posodobljeni tehnologiji je pripravljen za še tako zahtevne voznike na vseh koncih sveta.